Lepo pozdravljeni, dragi gledalci in cenjene gledalke. V oddaji 7 smo pripravili pregled najpomembnejšega dogajanja doma in po svetu med 9. in 15. februarjem. Ostanite z nami. Predstavniki SVIZ-a, to je Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, so predsedniku Državnega zbora Milanu Brglezu izročili več kot 39 tisoč podpisov peticije za ohranitev kakovostnega javnega izobraževanja in odličnosti raziskovalnega dela. S tem vlado pozivajo, naj zavrne rebalans proračuna za leto 2015, ki predvideva varčevanje tudi v izobraževanju in raziskovalni dejavnosti. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ je začela obravnavo delovanja Banke Slovenije ob sanaciji bank v letu 2013. Banki Slovenije očitajo, da je pri ugotavljanju kapitalskega primanjkljaja bank manipulirala s podatki in da je v dokapitalizacijo bank vložila preveč davkoplačevalskega denarja, in sicer smo davkoplačevalci Slovenske banke dokapitalizirali s 3 milijardami evrov. Sporno je tudi to, da je Banka Slovenije kot ukrep sanacije bank razlastila imetnike podrejenih obveznic. Ali je Banka Slovenije kršila zakonodajo, bo odločalo Ustavno sodišče. Združena levica zahteva revizijo saniranja bank in odstop guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca. Evropska komisija je dala zeleno luč programu razvoja podeželja za obdobje med letoma 2014 in 2020, ki ga je pripravila Slovenija. Program je vreden 1,1 milijarde evrov, od tega bo 838 milijonov evrov prispevala Evropska unija, preostala sredstva pa bodo prišla iz državnega proračuna. Nov program razvoja podeželja bo podprl predvsem mlade kmete, nova znanja o kmetijstvu, okoljske ukrepe ter gozdarska dela. Minister za kmetijstvo Dejan Židan je že zatrdil, da država kmetom ne bo naložila novih davkov. V Državnem zboru začenjajo obravnavo zakonskih sprememb na področju pravosodja, med drugim novelo zakona o sodiščih in sodniški službi ter novelo zakona o državnem tožilstvu. Poslanci bodo odločali tudi o novostih glede brezplačne pravne pomoči in sprejetju etičnega kodeksa za vse tožilce in sodnike. Po predlogu novele bi morali vsi kandidati za sodniško službo opraviti psihološki test, s katerim bi preverjali osebnostno primernost kandidata za opravljanje sodniške službe. Na Hrvaškem je v nedeljo, 15. februarja, slovesno prisegla prva hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović. Grabar-Kitarovićeva je tesno zmagala na predsedniških volitvah v drugem krogu 11. januarja. Predsednica je obljubila častno, zavestno in odgovorno vodenje države v dobro hrvaškega naroda in vseh hrvaških državljanov. Prizadevala si bo za dober odnos z vsemi sosedami,
in čimprejšnjo razrešitev vseh spornih vprašanj, tudi glede meje. Slovesnosti na trgu Svetega Marka so se udeležili številni predsedniki sosednjih in drugih držav, med njimi slovenski predsednik Borut Pahor. Grabar Kitarovićeva bo Hrvaško vodila naslednjih 5 let. Je prva hrvaška predsednica in 4. oseba na tem položaju od osamosvojitve Hrvaške. V soboto, 15. februarja, je v danski prestolnici Københavnu neznani storilec začel streljati na udeležence predavanja o umetnosti, bogokletstvu in svobodi izražanja. Odjeknilo je 30 strelov, umrl je en človek, 3 policisti so bili ranjeni. Nekaj ur kasneje se je zgodil še napad na sinagogo v središču prestolnice, v kateri je bil ubit mlad Jud. Več ljudi in policistov je bilo ranjenih. Naslednji dan je policija na železniški postaji izsledila in ustrelila osumljenca, ki naj bi bil odgovoren za oba napada. Motiv napadov pa je še nepojasnjen. Sedemnajsti svetovni kongres gluhih Svetovne federacije gluhih se bo odvijal od 28. julija do 1. avgusta letos v Istanbulu v Turčiji. Udeleženci imajo možnost na spletni strani Svetovne federacije gluhih registrirati oziroma rezervirati udeležbo. Ponujajo zgodnjo registracijo do 15. marca, ki pa je tudi cenovno nižja, nato redna registracija od 16. marca do 15. junija ter kasnejša registracija po 16. juniju. Več o tem si lahko pogledate na spletni strani www.fdkongres2015.org. To je bilo za danes vse. Se vidimo ponovno prihodnji teden. Nasvidenje.